Ne na sonce, fanti. A se kontra obrnejo? No, ne, dobro, vse bo. Kaj pa, če bi se malo... Jasno? Mislim, da bi bilo super, če bi še kaj povedal, ne? Ja? Ura je že toliko, da po moje ne že vse zebe. Starko, prosim, evo, kot tem dnevom. Pozdravljam vse skupaj na današnjem simboličnem shodu. Danes je Svetovni dan migrantov. Stranka Mladih Slovenije se je pridružila akciji Evropskih zelenih, ki poteka danes v 10 državah po Evropi. Opozoriti želimo na razmere in odnos ljudi do migrantov. V Sloveniji smo posvetili temu predvsem delovnim migracijam. Na tem področju v zadnjem času zaznavamo veliko problemov in Stranki Mladih Slovenije ne želimo s tem povedati, da so problemi v tujih delavcih. Problem je v slovenski zakonodaji, v neizvrševanju le-te in predvsem na pomanjkanju nadzora nad delodajalci na terenu. Treba namreč vedeti, da če se razmere slabšajo tujim delavcem, se s tem posledično slabšajo razmere slovenskemu delavcu. In če nekdo dela ta socialni dumping, delo pod ceno, izkoriščanje, se to posledično dogaja tudi slovenskim delavcem. Ni problem, da slovenski delavci ne bi želeli delati ali upravljati nekaterih del. Morda res nimamo za vsak profil dovolj delavcev, ampak je treba vedeti, da če bi bile delovne razmere dobre, če bi bile plače solidne, bi tudi slovenski delavci prijeli za to delo. Želimo, da se razmere tujim delavcem normalizirajo, popravijo. Ministrstvo pozivamo, da tu ukrepa ima inšpektorat. Treba je vedeti, da po podatkih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je lani bilo 746 prijav kaznivih dejanj, od tega je samo 48 jih končalo z izvršeno kaznijo. To pomeni niti 10% oziroma 20% učinkovitost. Te stvari je potrebno izboljšati. Zakonodaja na določenih mestih je urejena, predvideva, da minimalna plača je enaka za vse, delovni pogoji, varnost pri delu, vse to bi morali upoštevati za vse delavce enako. Poleg tega bi še omenil, včeraj sem se sprehodil do samskega doma na Povšetovi. Moram reči, da je grozno, v kakih razmerah živijo ti tuji delavci. Po večjih je v eni sobi, gretje jim ne dela, nimajo tople vode, ne smejo pa nič o tem spregovoriti. Vrata doma se zaklenejo ob 8. Vsak obisk mora biti najavljen. Dobili so celo grožnje, da če bodo o tem govorili, izgubijo službe. Smo se uspeli pogovarjati z nekaterimi delavci iz Bosne, ki so prišli sem zato, da nekaj zaslužijo za svojo družino, ker doli pač ni služb. In žal na koncu jim še 150 € trgajo za tisto stanovanje, kjer v eni sobi živijo 3, 4, 6 ljudi. Mislim, da je to velik odraz izkoriščanja. Žal pa mi je, da se to odraža v nasprotovanju slovenske družbe, slovenskih državljanov napram tujcem. V bistvu gre celo za nek sovražni govor strani nekaterih drugih političnih strank. Želijo s tem nabirati točke sovraštva do drugega naroda. Jaz pa mislim, da je ravno to narobe, ker sem že prej povedal posledično, če bi uredili razmere za vse enako, bi tudi za slovenske delavce bile razmere za delo boljše. Kaj boste storili nadalje? A je kakšen plan? Ja, bomo predlagali še ureditev zakonodaje na tem področju. Ministrstvo bomo poslali tudi eno noto. Potrebno je, da te stvari se bolj nadzirajo, predvsem nadzor delodajalcev je potreben. Ne samo v primeru tujih delavcev, tudi v primeru slovenskih delavcev kršitve se dogajajo in prav to zniževanje standarda, tudi kratenje ur, naprimer, tudi to je bila včeraj ena izjava, da namesto 220 ur ima priznanih 210, delajo od 9 do 12 ur. Jaz mislim, da v nekaterih sektorjih dela je včasih potrebno prekomerno tudi delo na terenu delati več kot 8 ur, ampak to se ne sme dogajati vsak dan in celo 6 dni v tednu. Na te stvari je potrebno opozarjati. Jaz mislim, da dan, kot je danes, Svetovni dan migrantov, je pravi dan, da se na take stvari opozori. A pa ste že kaj kontaktirali z ministrstvom konkretno? A je to prva oblika
sporočanja? To je prva oblika sporočanja na tak način, glede na to, da je to en simboličen protest po celi Evropi. Danes, na primer, Mađarska, Nizozemska, v 10 državah pač Evropski zeleni to akcijo imamo. Mi smo se pač odločili za delovne migracije, ostali so večina današnji dan posvetili problemu azilantov. Tudi tu bi se dalo marsikaj povedati v Sloveniji, predvsem glede na zakonodajo in na zavračanje brez kakrihkoli postopkov. Po drugi strani pa govorimo o pravicah nekih ljudi, ki so izgleda pač samo od nekoga politično naših. Moramo vse ljudi enako tretirati, to je sporočilo tega. To pa najbolj izkoriščati tuje delavce? Pri firmah, jaz mislim, da prav gradbene firme trenutno, ki si s tem kujejo največje dobičke in ni problem v tem, da če bi upoštevali vso zakonodajo, tem ljudem omogočali normalne delovne razmere in normalno plačilo, ne bi imeli dobičkov, imeli bi zgolj malenkost manjši dobiček in žal mi je, da slovenska država deluje v interesu kapitala, v interesu dobička nekaterih posameznikov na mesto, v interesu širše družbe. Hvala za vprašanje, če še kakšno vprašanje? Integracijska politika, Slovenija še nima integracijske politike, ko ste tudi s tem, kaj je napisano. Ja, jaz mislim, da žal nam je, da to parlamentarne stranke in vlada na tem področju ne uredijo več. Jaz pa zagotavljam, da drugo leto, ko bo SMS verjetno, verjamem, da bo nazaj v parlamentu, se bomo tudi tega vprašanja lotili bolj resno. Če je to, bom rekel hvala za udeležbo in upam, da bo cilj akcije ozaveščanje javnosti in pritisk na vlado pač dosežen. Hvala. Ti delavci delajo od 7 zjutraj do 7 zvečer, takrat pridejo v dom, tudi težko dobiš koga od ciljne publike, da se udeleži. Javnost pa pač zgleda imuna ali pa celo nasprotuje takšnim stvarem, da se nekdo zavzema za tujce, za tiste, ki delajo v Sloveniji kot migranti. A pa ste povabili tuji delavci tudi danes na ta protest? Ja, slušali smo pa pač. Ne, mi smo pač na pogovoru, tam ni bilo to akcija, ki bi pač očakovali tukaj tisoče delavcev, niti, bom rekel, slovenskim državljanstvom, niti brez državljanstva. Pač to je bil namen opozoriti na zadevo. Vse je pa, kot je predsednik že povedal, v glasu Pornik, se pogovarjal z njimi, da je dobil pač večji pogled v vso situacijo. Zdaj je res, zdaj je.